Sorina radijska klepetalnica na stežaj. Radio Sora vam dela družbo in čas je za to, da odpremo vrata naše radijske klepetalnice. Tokrat jih odpiramo v tekaški svet Saše Pisk, letošnje najhitrejše Slovenke na Ljubljanskem maratonu, ki svojo vztrajnostjo in ljubeznijo do teka dokazuje, da se z voljo vedno najde pot. O športu, ki jo spremlja od malih nog, smučanju, ki ga je zamenjala za tek, prvih tekaških uspehih, ljubezni do trailov in kratkih razdalj, prestopu med maratonce, iskanju tekaške motivacije ter receptu za uspešno usklajevanje dela, treningov in družinskega življenja, bomo s Sašo Pisk klepetali v nadaljevanju. Najprej pa, Saša, dober dan in dobrodošla v naši družbi. Kako si? Lepo zdrav tudi z moje strani. Zdaj midve sva se dogovorili, da bova na ti, da bova skupaj pretekli tole urico našega radijskega druženja. Začeli pa seveda s čestitkami za, saj ne vem koliko nazivov. Najprej za naziv najhitrejše Slovenke na Ljubljanskem maratonu, za naziv državne prvakinje, za naziv državne prvakinje na 10-kilometrski razdalji, pa za uspešno pretečen maraton v Lincu in osebni rekord. Skratka, kar nekaj dosežkov se je nabralo v letošnjem letu. Iskrene čestitke in globok poklon za vse. Kako pa sama ocenjuješ tole leto? Ja, letošnje leto je bilo kar aktivno, tako da skozi celo leto so bile tekme. Udeležila sem se vseh državnih prvenstev, mislim vseh polmaratona, kjer sem državna podprvakinja, v sklopu treninga tudi državnega prvenstva na 10 kilometrov, pa nazadnje tudi maratona državnega prvenstva. Vmes je bilo pa še veliko tekem za sam trening pred vrhuncem sezone, to je bil pa maraton v Ljubljani. In ta se je zaključil seveda z zmagovalnimi stopničkami. Kako je bilo stopiti na vrh tekaškega prestola, prestižnega ljubljanskega maratona, ki ima med slovenskimi tekači zagotovo posebno mesto? Tu so skuseni taki fajn občutki, kljub temu, da ni šlo vse po planu, tako kot sem si želela, sem se na koncu tega seveda razveselila. In s ponosom prevzela medaljo, pokal in vse čestitke, ki so sledile v nadaljevanju. No, tudi midve bova Ljubljanski maraton pretekli malo kasneje, zdajle pa se morda vrnili na začetek tvoje športne poti, ne? Šport te pravzaprav spremlja že od malih nog. Kot mala deklica, pa potem skozi srednješolsko obdobje si smučala skupaj z obema bratoma, potem pa si se posvetila teku šele. Kaj ti šport pravzaprav pomeni? Ja, res je, skozi življenje sem tako različne športe preizkušala, skozi osnovno šoljo smo malo bolj smučali, kasneje sem se tako spoznala tudi malo turno smuko, tek na smučeh, kolesarjenje, cela družina je živela tako en aktiven življenjski slog, ga še zdaj živi, tako da zagotovo sta starša tista, ki sta nam ta del tudi nam vsem otrokom približala oziroma omogočila takrat, tako da za ta del sem danes zelo hvaležna. Mislim, da ni področja, kjer ti šport nekaj ne bi dal. Se mi zdi, da me v življenju tako pripeljal tudi tiste ljudi, ki so mi danes blizu, ki so mi danes pomembni. To je danes način, kako jaz preživljam moj čas, moj prosti čas. Pa seveda na zdravstvenem področju mislim, da ti ogromno da tudi šport, predvsem kar se počutja tiče. Še bi lahko govorila tukaj, no. Zdaj menda je bila mama najbolj zagnana športnica v vaši družini, a to drži? Mislim, da sta kar oba starša tukaj že od nekdaj zelo aktivna. Bila en zgled tudi skozi odraščajne in sta še, no. Kako pomemben pa je pravzaprav res ta zgled, ta podpora, ta motivacija v sami družini, tudi zato, ne, da postane šport del tvojega življenja, pravzaprav nekakšen življenjski slog? Mislim, da so tukaj starši tisti, ki nekako prvi približajo otroku lahko ta del. Tu zdaj vidim, da imam tudi sama družino, no. Tako da se mi zdi, da je to ključno. Predvsem tako, da date en tak zgled tukaj, da omogočiš, da približaš to možnost otroku, predvsem govorim tukaj z vidika zdravja.
Ja, zdravje in dobro počutje je pomembno, če ga krepimo in gradimo že od ranega otroštva, je to zagotovo dodatni plus. Zdaj sama si vijuganje po strmini navzdol zamenjala za vijuganje po hribih v tekaških supergah. Kakšen pa je bil tale preskok iz pancerjev v tekaške čevlje? Zdaj, ko gledam za nazaj, sem tako veliko razmišljala o tem, da različni športi ti lahko tudi pri teku veliko daje. Tako da mislim, da mi je smučanje veliko dalo tukaj. Zdaj, z različnimi športi, ko se ukvarjamo, bolj se tako športno, kako bi rekla, razvijamo. No, različne mišice delujejo in zagotovo je smučanje tisto, ki je pomagalo tudi tako malo okrepiti noge pri sami moči, vse to, kar je pomembno tudi pri samem teku. No. Tako da spodbujam to, da smo raznovrstno aktivni. Se mi zdi, da na ta način, tudi če spet pogledam sam tek, lahko veliko naredimo v smer preprečevanja samih poškodb. In to je tisto, kar je zelo pomembno. Midva bova zdajle šli na tvojo prvo tekmo. 5-kilometrski DM-ov tek je bila prva tekaška preizkušnja, to drži? Drži. Kako se jo spominjaš? Ja, prav, malo se nasmejem, zdaj, ko sem se spomnila tega obdobja, kako sem šla v bistvu, če primerjam z danes, nepripravljena na ta tek, čist sproščena. Takrat sem imela tisto obdobje doma ene superge, ki sem jih uporabljala tako za ravnino, tako za hrib, kot trail teke. Danes se je tega kar precej nabralo, tako da pristop, kako sem pristopila k tistemu teku, pa kako pristopam danes, se je v bistvu zelo spremenil, ja. Ampak ljubezen do teka se je pa rodila prav v tistih 5 kilometrih in pri tistem prvem odličnem rezultatu, ne skoraj da brez kakšnega večjega strukturiranega treninga, in te popeljala v svet tekaškega športa. Kaj te je takrat pri teku tako prevzelo, da si rekla, dajmo pa se tega malo bolj resno lotiti? Ja, verjetno je res tisti tek tako dosti vplival na to, da sem se tudi kasneje teh tekaških tekmovanj udeleževala. Mislim, da sem bila tako zelo nič treninga, zelo hitra. In to je bila sigurno ena taka motivacija naprej, da sem iskala tudi ene take nove izzive v teku. Ki so potem kar prihajali, tako v tistih trail različicah, kratkih razdaljah, pa vse do maratona, ki ga tečeš v zadnjem času. No, o vseh tekaških preizkušnjah, ki se jih Saša Pisk z veseljem loteva, pa bova kakšno rekli še v nadaljevanju. V tekaških copatih ostajamo v naši radijski klepetalnici v družbi Saše Pisk, letošnje najhitrejše Slovenke na ljubljanskem maratonu. Zdaj lahko rečemo žirovke, ki prihaja iz Idrije, in navdušene tekačice, ki jo, prepričani smo, čakajo še številni tekaški uspehi. Če sva v prvem delu malce pogledali nazaj, pa se zdaj le vračava na tiste začetne razdalje. Po prvih kilometrih na DM teku te je tek, lahko rečeva, zasvojil, resneje si se mu posvetila, začela pa s takimi krajšimi razdaljami, 10-kilometrske preizkušnje, pa potem trail variante. Kako je pravzaprav se začelo zares s samimi treningi in prvimi tekaškimi izzivi? Tudi tu pri nas na Gorenjskem, ne, Blejska 10 je bila ena od tvojih zelo ljubih prireditev. Ja, sem si jo tudi večkrat udeležila. V bistvu sem kar nekaj izkušenj dobila teh krajših razdalj, 5-10 kilometrov. Pa kasneje tudi te razdalje stopnjevala do 21. Pa tako razmišljala, da takrat sem razmišljala v tej smeri, da kot tekač se mora vsak preizkusiti tudi na maratonski razdalji, tako da čist tega ven sem šla pol tudi v maraton. In tam nekako kar ostala, ja. Koliko tekaških treningov pa je bilo potrebnih, koliko preizkušenj, da pa si sama rekla, ok, zdaj je pa čas za maraton? Jaz sem šla v maraton kar tak z glavo, ali kako naj rečem. Mislim, da sem imela za sabo kar precej že teh izkušenj, ko vidim tekače, da se za to razdaljo zelo zgodaj odločijo. Tako da sem imela precej podlage tukaj, se pa spomnim takrat. Zdaj, jaz resnejše tako bi rekla zase, da treniram zadnje 3-4 leta, kar nekako tečem tudi po enem planu, po eni strukturi. Se pa spomnim takrat, da sem za rojstni dan od brata dobila veliko tekaško knjigo, ko je še danes rada odprem, tam not so tudi plani za določene razdalje, in sem šla na prvi maraton prav po enem planu iz knjige.
pa ta čas tudi dosegla oziroma presegla. Leta 2018, če se ne motim. 18-19, ja. Kako se spominjaš prvega maratona? Kako drugačen je bil morda v primerjavi z letošnjim tvojim 5? Ja, na prvega se tako zelo brez izkušenj podaš, ne veš, kaj pričakovati. Veliko govorijo o enem tekaškem zidu, ki pravzaprav ne veš takrat, za kaj se gre. Po eni strani je ta vidik, primerjam zdaj kar lažje, no, ki res ne veš, v kaj se spuščaš, pa tudi tisti občutki na koncu. Se mi zdi, da so bili dosti bolj intenzivni na začetku, no. Pa iz leta v leto si tak cilje dviguješ. Danes mogoče tista meja 3 ur, ki se mi je zdela 2 leti nazaj tako težko dosegljiva, se je zelo premaknila na 15 minut dol, pa se je prav, da nekako si zastavljamo cilje skozi višje. Mislim, da to je tisto, kar te tudi motivira pol na koncu, da vztrajaš. Kdaj si bila bolj ponosna v prihodu v cilj? Na prvem maratonu leta 2018 ali letos, ko ti je uspelo doseči odličen rezultat kljub težavam, ki si jih imela v zadnjih 10 kilometrih? Absolutno na prvem maratonu. Mislim, tega res ne pozabiš nikoli, no, to so nori občutki. Zdaj, 5 maratonov se je zaenkrat nabralo v tvojem življenju. Zadnji je bil letošnji ljubljanski, kjer si v cilj pritekla kot 7. in hkrati najhitrejša Slovenka, osvojila tudi naslov državne prvakinje. Kako se spominjaš samega prihoda v cilj? A si imela sploh čas, da si vse dogajanje okrog tebe ozavestila, ali je bilo že v samem cilju potem treba hitro naprej, pa na zmagovalni oder? Podelitev medalj je bila, če se ne motim, prav kmalu, ne, po prihodu prvih v cilj. Ja, tako je, ja. Že tako je prihodu v cilj. Moram reči, da se me kar malo oddahnilo, tako je bilo nepredvidljivo, vse am sploh prišla do cilja, ali ne zaradi teh težav z nogami povezanimi. Pol je pa takoj sledilo izjave novinarjev, no, sem rabila veliko daje, tako da dejansko ja nisem lih zadihala še vmes, ko je bilo pol treba pa že na prireditveni oder. Letos je bilo, kar se tega tiče, kar noro, no. Si imela čas objeti svoja fanta, ki ste navijale zate, pa te pričakala tudi v cilju? Šele po prihodu z prireditvenega odra. Sam maraton letos je bil poseben izziv, zelo sistematično si se lotila tudi priprav. Zadnje čase treniraš pod strokovnim vodstvom, lahko rečemo tudi malo našega Romana Kejžarja. Kako to, da si se odločila tudi za strokovno pomoč, za eno tako strokovno vodenje izkušenega maratonca, ki zagotovo pozna ta svet športa in maraton, da lahko rečeva obisti? V bistvu Kejžar tim me je povabila ena tekačica, ki tudi trenira tam že več let. Vemo, da je tako te hitre teke, intervalne teke, dosti treba delati v skupini, tako da mislim, da čisto iz tega ven me je kontaktirala, pa povabila v to skupino in nekako pol spoznala čist drug način treniranja na tak teki na stadionu, so tisti, ki nekako jih prej sploh nisem poznala. Intervalni teki so tudi nekaj, kar sem zelo redko doma sama prakticirala. Tako da v bistvu je bilo to čisto nekaj novega zame takrat, no. 13 tednov terja priprava na en tak maraton. Kako intenzivni so bili? Znotraj 13 tednov se ta intenzivnost kar tako stopnjuje iz tedna v teden, pol zadnje 4 tedne, da se začne tako malo kilometrina spuščati. Tako da kilometrov se je čez teden kar precej nabralo. Ponavadi so srede tiste, ki so rezervirane bolj za intervalne treninge, sobota za tempo teke, vmes je veliko, a so to kakšne fartleki, a so teki v klanc ali razteki, nedeljo so dolžine, ki je tudi malo več časa na voljo. Tako da ja, bi lahko rekla, da za čas, ki nekako sem si ga želela doseči, je treba kar nekaj vložiti v ta del, no. Pa ne samo z vodenimi treningi, ne? Veliko je tudi dodatnega dela doma. Koliko napora, koliko truda, koliko energije, koliko organizacije, ne, na zadnje pa terja in tak vrhunski maratonski rezultat? Ja, letos moram reči, da sem nekaj namenila tudi specifičnim vajam za tek, se pravi vajam za moč, vsaj 2-krat na teden. Ja, dnevi so tako znotraj teh 13 tednov, lahko rekla, da so zelo zapolnjeni, no. Zelo malo je prostega časa, brez delja, tako da je struktura kar oblikovana v redu z ure v uro.
Poleg fizične pripravljenosti, pa je treba tudi pri teku predvsem pošlihtati glavo, še posebej v takšnih primerih, kot se je letos zgodil tebi. Ne glede na to, da je v vsakem športniku nekaj tekmovalnega duha, koliko moči in odgovornosti do sebe in svojega zdravja pa je pri takšnem tekmovanju vendarle potrebno, da se znaš tudi ustaviti, tako kot ti celo usest na pločnik, pa zbrati misli pa moč za nadaljevanje. Ja, jaz sem se letos v bistvu usedla na pločnik, liš tega onka, nekako sem raztehu nohe, mi je noho kar ma zatehnil, tako da dejansko jo nisem mogla v tistem trenutku stihniti in mi ni preostalo drugega, kot se usest na pločnik. Kar se moje glave tiče, mislim, da je bila kar na mestu ves čas maratona. Noha je tista, ki nekako me ni ubohala. Tako da v tistem trenutku, ko nekako glava bi, ko srce bije, priznam kar težko, ko nekako fizično ne gre. Zdaj jaz sem načeloma tudi zelo taka, da nam kar tako odnehala, sicer ne za vsako ceno, tako da... Je na koncu uspelo tisto, česar si, verjamem, da ti in tvoji sotekači želeli. Zmaga s časom 2 uri 46 minut in 23 sekund. 31 sekund si bila hitrejša od drugouvrščene Nine Gubanc. A si na progi vedela, da je naslednja Slovenka tako zelo blizu tebe, da ti lahko rečeva praktično diha za ovratnik, ali si bila takrat čisto z mislimi fokusirana na dosego cilja? Ja, zdaj zmago doživljam čisto kot nagrado za vse to, kar se nekako je letos med progo mi dogajalo. Zdaj, kar se pa Nine tiče, z Nino tudi trenirala skupaj pri Romanu Kejžarju, tako da v bistvu sem poznala tudi njene plane, je tako super tekačica, tudi zelo mlada še, tako da mislim, če se odločila, ima kar še fino sezono tekaško za vnaprej. Pričakovala sem jo letos med maratonom po 30 kilometrov, da bo že do zgodaj šla mimo mene, nisem pa vedela, kje se nahaja, kako gre. Sem pa zadnji kilometer pred ciljem po zvočniku nekako napovedovalca slišala, da se mi približujejo, je druga uvrščena. Takrat pa ne vem, kje sem energijo dobila, sicer zadnji kilometer je tudi vzdušje res zelo noro proti cilju, tako da mislim, da me je tudi to malke proti ciljni črt porinilo, da nekako sem razmišljala, zdaj, če sem teh 42 kilometrov vodila, zakaj ne bi na ta način še zaključila. In tako v cilj pritekla kot zmagovalka. Tudi midve se bova zdaj tukaj ustavili, si privoščili nekaj glasbe, v nadaljevanju pa seveda pogledali tudi v tekaško prihodnost, pa dali morda kakšno tekaško spodbudo tudi vsem tistim, ki ob misli na tek še večjim veseljem kot športne copate poiščejo kakšen izgovor. Na stežaj. Radijska klepetalnica na Radiu Sora. Sašo Pisk klepetamo danes letošnjo najhitrejšo Slovenko na Ljubljanskem maratonu, sicer pa tekačico, ki je srcem in dušo zapisana športu od malih nog. Prej sva zaključili v cilju Ljubljanskega maratona, tvojega 5. z novim ljubljanskim rekordom 2 uri 46 minut in 23 sekund, časom, ki je za marsikoga od nas povsem nedosegljiv. Ti pa si, lahko rečeva, z letošnjim rezultatom popravila že odličen rezultat iz lanskega leta oziroma z tvojega zadnjega ljubljanskega maratona za kar 10 minut, To pa so veliki premiki. Tukaj bi ima popravila, lani sem tekla maraton nekaj sekund bolje, predlani, sem pa tekla 10 minut slabše, tako da to je popravljen rekord od predlani. No, letos pa si poleg ljubljanskega tekla še v Radencih, če se ne motim, pa v Lincu, kjer je padel tvoj osebni rekord 2:45:26. Zdaj, če pogledava v prihodnost, kje so želje, kje so pravzaprav meje, motivacija zagotovo je in ostaja. Kaj si želiš doseči, recimo, glede maratonskih časov? Imaš kakšen cilj v glavi ali je pač tisto glavno pravzaprav veselje do teka, pa tekma sama s seboj? Absolutno, to glavno je veselje do teka. Mislim, da brez tega tudi ne bi tako ustrajala. Zdaj, en tak realen cilj se mi zdi, glede na mojo trenutno situacijo, da bi bil teč mogoče tam okoli 2:40, 2:41.
tukaj kot nekako sem imela plan tudi letos iti v Ljubljani. Ampak zato bo še čas in priložnost, verjamem, da že prihodnje leto. Zdajle pa se lahko dotakneva še treningov in teka. Lažje tečeš v skupini, običajno tečeš sama? Običajno tečem sama, sredini teki, tu so intervalni teki na stadionu, pa so tisti, ki jih delam v skupini. Nekako se mi zdi, da sem kar se tega tiče kar mal individualista, tako da tudi dolžine delam sama, pa mislim, da s tem nim težav. No. Ne treniraš sama, ne? Tudi partner Aljoša je tekaški navdušenec. A greste kdaj na tek tudi skupaj morda? Pred rojstvom sina sva veliko tekla skupaj, zdaj odkar se je pa rodil sin, to je pa že dobre 3 leta, pa še nisva šla skupaj. Verjamem pa, da naju to še čaka, oziroma nas vse 3 čaka. Kako pa usklajujeta tekaške treninge, glede na to, da imata doma tudi 3-letnega fantiča, ki verjamem, da z veseljem teka naokrog in raziskuje svet? Ja, če tako pogledam, že zdaj veliko skupaj tečemo, je pa to vse prek igre, prek lovljenja, tak sin je zelo tak aktiven, dinamičen fant, tako da mim tega ne gre. Zdaj, če sva že pri teku, ne, marsikdo pravi, pa bi šel teč, ampak najde namesto tekaških superk 1000 izgovorov. Kako se ti sama motiviraš za to, da obuješ tekaške čevlje, pa greš teč, ne glede na to, a zunaj pada sneg, a pada dež, a je sonce, a je svetlo, a je že trda tema? Ja, v bistvu, če tako pogledam, mi teku dežju, če ni res preveč dežja, pa če niso temperature zelo nizke, kar ma paše, no. Jaz ne poznam toliko teh izgovorem, sploh se ne spomnim, da bi se tako srečovala s tem, nekako mogoče na začetku, pa sem pozabila to, tako da kaj bi svetovala drugim, sigurno, zase bi rekla tako, da mi je ta tek prišel že v navado, no, v eno rutino, kot druge dejavnosti, ki jih počnem čez dan. Tako da mogoče to, da si ljudje dajo priložnost, pa nekaj časa ustrajajo v nečem, tudi če na začetku ni enostavno, se mi zdi, da pol nekako tu pride v eno navado, eno rutino, da je to že tako nekaj samoumevnega. Zdaj ni pa nujno, da je to lih teka, ne, se mi zdi, da je pa ključno, da vsak posameznik tukaj pri sebi najde, kaj je tisto, kar ga veseli. Verjetno bi tebi nekaj v dnevu manjkalo, ne, če ne bi šla na tek. Ja, zdaj je tak mesec, ko nekako že 2., 3. teden ne tečem, pa kar tako ima čudno občutek. Sem pa mogoče dala, zdaj ima priložnost telesu, da se spočije tudi glavi. Se mi zdi, da je pol motivacija za naprej še večja. Tekaška pauza v mesecu decembru, praviš, paše, ampak vendarle ne, si z glavo že naprej, že pri novih načrtih, pa preden prideva do njih, morda še nekaj o sami opremi. Tek je eden od športov, ki pravijo, potrebuje najmanj opreme. Kako pomembna pa je oprema sicer za vas, ki tečete profesionalno? Ja, nekaj sem že govorila danes o tem, kakšni so bili moji začetki, da nekako sem imela ene superge za vse razdalje, za različne terene. Danes je teh superg kar nekaj nabral. Imam ločene za hitre teke, za tekme, za razteke, za hitre teke, za tekme imam superge s karbonsko ploščo, ki so malo bolj hitrejše, tudi malo bolj odzivne, tudi lahke bolj. Tako da ta del se mi zdi, da je skozi vse ta leta zelo napredoval, no. In mislim, da tudi veliko doprinese k samemu rezultatu. Je dober tekaški čevelj še kako pomemben? Bi se strinjala tukaj, ja. Če zdaj le pogledava čisto po žensko v omaro, koliko parov tvojih čevljev najdeva tam za tek, tiste ostale bova pustili pri miru? Ma tako bi rekla na grobo, da jih menam tako okoli 2 do 3 na let, kar se mi niti ne zdi. Če primerjam s kakšno drugo žensko, veliko. Ja, tekaški čevlji so pomembni na tekaških tekmah, ne pa so pomembni tudi navijači. Sama si že omenila, da so ti prav navijači ob prihodu v cilj ljubljanskega maratona dali dodatno energijo, dali moč za to, da si izbrala še tistih nekaj atomov, ki so bili potrebni za korake, za prihod v cilj. Kako pa je sicer z navijači? Kako pomembni so pravzaprav ob sami progi? Na Ljubljanskem jih kar nekaj srečujemo. Ja, vse več, če primerjam vse te maratone v Ljubljani, kar sem se jih jaz udeležila, je bilo res letos nekaj izjemnega, no. Sploh v ciljni
ravnini. Se mi zdi, da je ta del tist, ki mi je res pomagal, da sem nekako se borila do konca. In se mi zdi, da je tudi malo odmislila na vse te težave, s katerimi sem se srečovala. Se tudi sama kdaj znajdeš v vlogi navijačice, recimo, kadar ne greš na tekmo, ampak te pa zanima, kako je ta morda videti, te zanima, kakšno je vzdušje? Greš kdaj v progo navijati? Ja, Aljoša ima bolj spodbujam, da bi se te vloge malo zamenjale, pa nekako zgleda, da kar pa še eno, drugo. No in mi smo veseli, da je temu tako, da lahko navijamo zate. Verjamem, da sta fanta najglasnejša navijača. Sta te v Ljubljani pozdravila na več mestih ali kako ste se dogovorili? Ja, fanta gresta res na vsako tekmo z mano, tako da sta res med zvestmi navijači. Tudi v Ljubljani sta v bistvu bila na velikih okrepčevalnicah, po moje kar nekaj kilometrov pretekla, da nekako sta me videla za tisti kratki čas, tako da to mi je ogromno pomen. No, pa tudi sicer je podpora partnerja, podpora družine pri takšnih treningih zelo pomembna. Vidva morata kar iskati ravnovesje, ne pa prostor na tekaški stezi. Kako se zmenita, kdaj gre kdo teč? Zaenkrat so kar dogovorjena, Aljoševi so dnevi zjutraj, preden gre v službo, moji popoldnevi oziroma večeri. Tako da gledava to, da smo čim več lahko drug z drugim. Da družinsko življenje ne trpi, tako, ob tem pa ti uspe dodatno usklajevati še zahtevno delo, delaš kot delovna terapevtka v Idriji, v psihiatrični bolnišnici. Kar precej mojstrsko moraš tole usklajevanje časa obvladati. Kakšen skriven recept, kako se lahko tega lotimo tudi ostali? Mislim, da je v organizaciji ključ tukaj. Organizacija je torej tista, ki odklepa številne uspehe tako v vsakdanjem življenju, kot tudi pri tekaških preizkušnjah. Še nekaj o tistih, ki čakajo našo današnjo sogovornico, tudi krajših, pa bomo rekli v nadaljevanju po glasbi. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Sašo Pisk klepetamo danes navdušeno tekačico z naših, lahko rečemo, domačih koncev. Zdaj, če se malo dotakneva še tekaških treningov in razdalj, na koliko razdaljah pa recimo ti običajno tekmuješ vsako leto? Maratoni so posebna zgodba, potem pa tudi krajši teki, polmaratoni, 10-kilometrske razdalje. Kako izbiraš tekme? Običajno sta maksimalno 2 maratona v letu. Eden začetek leta, eden konc leta. Vmesni teki so pa bolj kot trening teki, to so pa 10-kilometrske, 21-kilometrske razdalje. No, na 10-kilometrski razdalji si tudi letos osvojila naslov državne prvakinje. Kaj ti takšna priznanja pomenijo? Zagotovo je ena taka dodatna spodbuda za naprej. Motivacija za vse treninge in odrekanja, ki prihajajo športom. Tako, ja. Če se zdajle dotakneva tistih maratonov, 5 jih je za tabo, domači prevladujejo, a pa te kaj vleče na različne tekaške preizkušnje, morda tudi v tujino, ker močna konkurenca bi bila nenazadnje tudi tam? Ja, mogoče ta vikend je Valencija, ta maraton je tisk, s katerim se tako mas pogledujem. Tako da v prihodnje, kar se tega tiče, puščam tako odprta vrata. Je pa še potrebno uskladiti koledar, napisati prijavo. Bo treba za kakšen rojsten dan, kakšno štartnino morda dati, tako kot tekaško knjigo. Sigurno je treba malo več organizacije, tudi kar se tiče leta, prenočišča. Tako da trenutno najbolj enostavno je tako, kot je, da se udeležim maratona kot bolj blizu. In tako nabiraš tekaške kilometre, maratonske izkušnje in seveda tudi dviguješ nivo sreče v telesu. Zdaj tek je, za nekatere pravijo terapija, za druge šport in rekreacija. Kaj pa tek kot tak pomeni tebi? Kaj doživljaš, kaj razmišljaš, ko se odpraviš na tek? Kaj se dogaja v tvoji glavi? Zdaj zelo različno področje, v katerih razmišljam, so tako zelo široka. Je to služba, so družinske zadeve, so osebne zadeve. Daj se pa tudi zgodi, da nekako se sem prepustim temu tekaškemu koraku, da v bistvu te misli čisto tavajo, oziroma da tako rekla, spoh ne razmišljamo ničemer, da sem sledim tem tekaškim korakom.
Pa je enako na treningih kot tudi na tekmi, ali je na tekmi, ne vem, glava drugače naštelana? Ja, na tekmi se rabim malo bolj fokusirati na sam tempo, ki sem si ga zadala. Zelo nevarno je, da te nekako ta množica v začetku potegne preveč, pa da začneš prehitro, kar se zelo hitro zna poznati po samemu 30 kilometru. Tako da maratona nekako se rabiš lotiti z glavo. In potem seveda ga lahko tudi uspešno odtečeš. Kaj pa traili, ne? Ti so bili ena taka posebna zgodba. Ostaja ta ljubezen še močno živa, še veliko prisotna tudi pri tebi? Koliko trailov morda še odtečeš oziroma vidiš izzive tudi na tem področju, ali si zdaj klance gor pa dol zamenjala bolj za maratonske ravnine? Trenutno sem res bolj fokusirana na ravnino. Se mi zdi, da imamo pa v našem okolju tako srečo, da lahko tudi ravninske teke zelo tako združimo z naravo, no? Tako da tudi veliko treningov naredim po gozdu, seveda ravninskih. Puščam pa tudi, kar se tega tiče, tako naprej odprta vrata. Zdaj praviš, da tečeš ob zelo čudnih urah, tudi po domačih gozdovih. Srečaš običajno še kakšnega navdušenega tekača zraven ali morda kakšnega gozdnega prebivalca, ki te čukasto pogleda pa si misli, kaj pa tale zdajle tukaj okrog teka? Ja, eno in drugo zelo redko srečujem, tako da sem kar bolj sama s sabo takrat. Mogoče večkrat se poslužujem ob poznih urah tudi tekaške steze, kaj imamo v garaži, se mi zdi, da je tako glede organizacije zelo bolj enostavno. Poleg teka in družine pa te seveda spremlja tudi delo v službi. Kot delovna terapevtka sva že dejali, delaš v psihiatrični bolnišnici v Idriji, kjer je tudi kar nekaj sodelavcev tekačev. A ob kavi pogosto debatirate o službenih stvareh ali pridejo na plan tudi te prostočasne dejavnosti, ljubezen do teka, tekaške izkušnje? Ja, eno in drugo smo se tudi z ekipo tekačev v službi že udeležili tudi enega štafetnega teka. Mislim, da je to tisto, kar nekako doprinese tudi boljšim, bolj sproščenim odnosom v službi. Je tek ena taka, lahko rečeva, tudi ene vrste delovna terapija. Tako, ja. Na recepti je še ne dobimo, je pa seveda priporočljiva. Zdaj sama si rekla, da si za spodbudo za prve tekaške korake dobila knjigo za darilo. Kakšen predlog, nasvet pa bi za prve tekaške korake dala našim poslušalcem? Vse vemo, ne? Prvi tek še gre, drugi tek še gre, potem pride muskelfiber, pa kakšno oblačno vreme, pa se kar nekako ne spravimo več ven. Kako se pripraviti do tega, da vztrajamo, oziroma zakaj je vredno vztrajati? Prebiti tisti, pa ne bom rekla zdaj tekaški, ampak tisti lenobni zid, ne, da tek postane neke vrste rutina. Kot sem že rekla, nekako z vztrajanjem pride tudi to nam v navado. Pa ko občutimo nekakšne pozitivne učinke tega, mislim, da je pol to tisto, kar pretehta, da vztrajamo tudi naprej. Zdaj nekaterim pomaga tudi tek v skupini, pa jih to dodatno motivira. Predvsem pa čim manj razmišljati o razlogih, zakaj ne bi, pa bolj o razlogih, zakaj se splača. In potem, ko bomo videli, da je to zares vredno, bomo zagotovo večkrat obuli tekaške copate in morda na žirovskih in idrijskih poteh, pa še kje drugje ujeli tudi tebe, pa lahko kakšno rekli še v živo. Midve pa zaključiva tale najin pogovor, morda še z vprašanjem, kaj pa je tisto, kar te po teku najbolj usreči, najbolj sprosti, kako nabiraš energijo za vse izzive, ki ti jih prinaša življenje? Mislim, da je tukaj tek tisti, ki mi nekako daje energijo tudi za ostale izzive v življenju. Naj bo tako še dolgo. Saša Pisk, hvala lepa za tale naš današnji klepet, za vse tekaške in športne zgodbe. Mi ti želimo vesel praznični december, pa seveda še veliko z nasmehom, dobro voljo in energijo pretečenih kilometrov, tako na treningih kot tudi maratonih. Verjamem pa, da se kmalu z novim uspehom spet srečamo tu pred našim radijskim mikrofonom. Srečno in vse dobro želimo. Hvala in hvala za povabilo.